čas, ko vse okrog nas bil je srečen čas. Kje je ta čas, ki kazal nam mlad je obraz? Kje so noči, ko strast je prižigala v nas luči? Kje so luči vse svetle od naših oči? To bil je čas milih naravi, v nas okrog nas ta čas pa same galantne skrbi. V svetu deklet mozolček na nosu pretresa svet. Vsak pogled v zrcalo skali nam pogled. Ah, to je bil svet, kot z Maurico spet, bogat, ne ubog, brez lačnih otrok. Bil je prostran kot beli dan, zaman vsak dan sprašuješ zanj, saj veš, da ga ni, čas hitro beži. Kje je ta čas, ko vse okrog nas bil je srečen čas? Kje je ta čas, ki kazal nam mlad je obraz? Kje so noči, ko strast je prižigala v nas luči? Kje so luči vse svetle od naših oči? Pa poglejmo. Potjomkinova vas. Potjomkinova vas. Potjomkinova vas. Nemogoče ne najdem. Potjomkinovih vasi pa nikjer, kot da bi bile na luni. Zakaj se pa ne oglasiš? A ne utegneš? A res ne utegneš? Joj, prosim te, ne vstopaj zmeraj kot burja. Joj. Pardon? Sploh pa zakaj bi jaz prišel laže k tebi, kakor ti k meni? Zakaj? Kako zakaj? Zato, ker sva poročena, zato. Kakšno zvezo ima pa to? Če bi bila žena koga drugega, bi zelo hitro prišel k meni. Pusti me pri miru, delo imam. Delo? Gospod je torej zaposlen. Čudovito. Seveda sem zaposlen. Joj, kaj mi boš zdaj sem prinašala svoje vedro? A tole je moja umazana voda. In kaj naj jaz z njo počnem? Jaz se nisem prinesla tebi, z lic sem jo nesla. Sem. Ja, seveda mi sem, kakšne trparije pa govoriš. Nimam navade, da bi zlivala umazano vodo po tvoji delovni sobi. Obzirna žena sem. Kaj ga nisi mogla pustiti pred vrati? Joj, kako mi greš na jetra. Zakaj se pa nisi oglasil, ko sem te klicala? Ja, gospod je zaposlen, seveda. S čim neki bi pa res rada vedela? Iščem Potjomkinove vasi. Joj, pojma nimam. Jaz v tej sobi nikoli ničesar ne premaknem. Kaj? Potjomkinove vasi, Trapa, to je kraj na zemlji. Ja, Potjomkinove vasi, jasno, ampak če so vasi, ne morejo biti v stanovanju, logično, ne? Ja, seveda ne. No, seveda. Jo, pojma nimam. Jaz živim v Parizu in ne morem vedeti za vsako vas.
V atlasu sem iskal Potjomkinove vasi, v atlasu. Pa menda ja ne misliš iti tja? Ne mislim. Zakaj te pa potem to zanima? Zakaj bi trgovca s porcelanom zanimalo, kje so Potjomkinove vasi? Nikar ne misli, da me zanima. Za otroka gre. Tak, kar naprej nekaj sprašuje. Otroci pač mislijo, da starši vse vedo. Očka, kje pa so Potjomkinove vasi? Kje so Potjomkinove vasi, kaj mogoče vem? Poskušal sem se zmazati. Tiho, Potjomkinove vasi niso za otroke. Torej mi nisi povedal, ubogega otroka si pustil na cedilu. Ne, nisem ga pustil na cedilu. Zelo prijazno sem mu rekel, dragi moj, če ti bom povedal, jaz ne boš imel tega nobene koristi, poskusi raje najti odgovor sam. Če se ti pa res ne bo posrečilo, ti bom povedal jaz. Brezbrižno sem šel iz sobe, komaj pa sem zaprl za seboj, sem pograbil atlas, ker sem bil prepričan, da bom našel. Vraga sem našel 0. Seveda nisi našel. Porcelanar! Zdaj boš videl, kje so. V svetovnem atlasu so. Potiragua, Potiskum, Brazilija, Nikaragua, Potlah, Itah. Ja, kaj pa je to? Kako pa je zdaj to? Kaj? Ja, njih. Če ti pa povem, da v teh atlasih sploh ničesar ne najdeš. Najdeš samo vse tisto, česar ne potrebuješ. Ja, ampak je pa vendarle čudno. Prav nič ni čudno. Če bi iskala recimo v Larusu, potem bi ne mara. V Larusu? V kakšnem Larusu? A ja, v Larusu, seveda. V Larusu. Potem. Potemkin Gregorij Aleksandrovič, Potemkin ruski vojskovodja, glej Potjomkinove vasi. Seveda, Potjomkinove vasi, tukaj so. Si našla? No, poglej. Skratka, Potjomkinove vasi, ki jih je dal baje kot kulise zgraditi na Krimu Potjomkin, da bi carica Katarina Velika videla, v kakšni blaginji živijo njeni podložniki, etc. Pa sem našel. Jaz sem jih našla v Larusu. Ja, jaz sem ti pa predlagal, da jih iščeš v Larusu. Našla sem jih pa jaz. Ja, no, seveda, prav, no. No, krasno. Kaj pa zdaj spet iščeš? Iščem prostor za vedro. Ja, tja ga postavi, ne? Na, sicer mi je pa zdaj tega res že dovolj s tem tvojim atlasom in Larusom. Mar bi se šla obleč v tej svoji halji. Z navijalkami v laseh, z nogavicami, ki se vlečejo za tabo. Daj no, mir, so že v redu. Kaj si jih res ne moreš pripeti? Ja, s čim? Kaj vem, s čim? S kakšno stvarjo, s katero se pač pripenjajo ženske nogavice? Daj mi no mir. Drugič mi pa rajši povej, naj si oblečem plesno obleko, preden grem čistit našo kopalnico. Zato imamo vendar služkinjo. To pa ne. A da bi služkinja čistila našo kopalnico? In kaj počne služkinja med tem, ko ti čistiš kopalnico? Kako kaj? Ja, gleda me, ne? Služkinja imam zato, da streže ženi. Nimam pa žene zato, da bi stregla moji služkinji. Če je tako, bom služkinji pač odpovedal. Tako. Zdaj mi ne privoščiš niti služkinje. Zdaj ji ne privoščim služkinje. Točno. Beži. Raje si nategni nogavice. Daj mi no že mir. Daj mi mir.
Ti si edini mož na svetu, ki ženi očita, da se ukvarja z gospodinstvom. Pardon, med ukvarjanjem z gospodinstvom in... Da, ti bi raje videl, da bi bila taka, kot so druge dame, ki jih poznam, da bi mislila samo na lišpanje in zapravljanje. Joj! Zmeraj so zunaj, v bolonskem gozdu, na dirkah, v luksuznih trgovinah. Ne, prosim, na drsališču dopoldne, na drsališču popoldne. Pusti že pri miru moje papirje. Ne morem gledati tvoje razmetane mize. V redu pa je, ne glej, samo pri miru jo pusti. Briga me tvoja miza. Zdaj si mi končno povedal, kakšno bi me imel rad. Kako kakšno? Sploh ne vem, o čem govoriš. Takšno, kot so tiste ženske. Takšno, lahko žensko bi me imel rad. Ampak, dragi moj, zelo mi je žal. Niso me vzgajali za kaj takega. Joj! Pa kaj je zdaj spet to? Vzgajali so me v redu. Nogavice. Ah, nehaj. No, lahko rečem, da imam natančnost po moji mamici. Po moji tašči. Ne po moji mamici. No, sej to je isto. Že mogoče. Ampak če rečem moja mamica, je to ljubeče, nežno, vljudno. Medtem ko je moja tašča nekaj ostrega, grobega, zajedljivega in to popolnoma po krivici. Ja, no, seveda rekel sem moja tašča samo zato, ker je tvoja mati... Ni bila zmeraj korektna do tebe, imaš mogoče kaj očitati? Ne, nasprotno, ampak kljub vsemu je tvoja mati... Dovolj mi je tega govorjenja o moji mamici! Kaj? Da se moraš kar naprej spotikati ob njo. Jaz? In to samo zato, ker sem po pomoti prišla z vedrom v tvojo sobo. Ampak zdaj bomo to vedro odnesli. Nič več ni treba zganjati cirkusa okoli tega. Odnašamo ga. No ja, to je že nekaj. Samo da veš, kadar mi imaš drugič spet kaj očitaš. Mi to povej, prosim, naravnost obraz. Ne pa, da se spravljaš na mojo mamico. 300 zelenih, pa kaj sem sploh rekel, hudiča? Nič, samo še tega bi se manjkalo, da bi se zdaj delal nedolžne. Joj. Prav dobro vem, kaj hočeš reči, kadar nič ne rečeš. Pusti končno moje papirje pri miru. Jaz ljubim red. Ti ljubiš red. No, samo to si poglej. Govoriti moram s tabo. 11 je, lepo te prosim. Še oblačiti se nisi začela, pa imava vendar gospoda Šujuja na kosilu. Briga me Šuju. Seveda te ne briga, ampak briga mene. Mesir Šuju bo prišel malo pred kosilom, da se bova pogovorila o neki važni kupčiji. Ja prav, pogovarjajte se, pa kaj to mene briga? Ampak vsak hip bo tukaj. Menda ga ne boš sprejemala v halji, z viklerji v laseh, z vedrom v naročju in z nogavicami, ki se vlečejo za tabo. Inženir s temi nogavicami. Kaj iščeš? Kaj spetiš? Tole! Inženir s temi nogavicami. Zakaj pa to? Nogavice. Zakaj to? Nogavice, ki se vlečejo za tabo. Nogavice. Tako, zdaj upam, da mi boš dal mir s temi nogavicami. O, Jezus. Vsak hip bo prišel mesir Šuju. To je človek, ki mi je v tem trenutku lahko zelo koristen. Seveda, brigajo te samo tvoji posli. Zdravstveno stanje tvojega sina te pa ne briga. Kaj pa je spet? Govoriti moram s tabo. No pa govori. Lepo te prosim, kaj se ne moreš spraviti kam drugam kot na vedro. Čisto dobro sedim. Ne gre za to, da dobro sediš. Vedro za umazano vodo ni sedež. Lepo te prosim, spravi se na stol. Kakšen snop.
Ne gre za snobizem. Pa kaj je ubogi otrok spet naredil? Danes ni nič naredil. Danes ni nič naredil? Ne, Danes ni naredil česa? ničesar. Nič ni naredil. Pika, to je vse. A ja na kahlo? Ja, no seveda na kaklo. Seveda na kaklo. Poskušala sva, 4-krat sva poskušala, ampak brez uspeha. Pač, samo enkrat. Skoraj nič. Samo toliko. Aha. In trdo. Ja, no, to je zaprtje, no in kaj moram jaz pri tem? Kako kaj moram? Vraga, jaz ne morem iti namesto njega. Ti si pa res pameten. Prav veliko bi imela od tega, če bi šel ti namesto njega. Ampak zato, ker eden ne more namesto drugega, ni treba pustiti ljudi, da crkavajo. Ti si popolnoma brez vesti. Pa menda ne bi rada, da se zjokam, zato ker je otrok malo zaprt. Zakaj pa ne? Zaprtjem se ni šaliti. V knjigi Ozadje zgodovine sem prebrala, da je eden od Pankrtov, Ludvika 15. skoraj umrl za kroničnim zaprtjem. O, ljubi Bog, treba mu je dati samo odvajalo. Brez dvoma. No, potem mu ga daj. Hvala. Nisem prosila za tvoje dovoljenje. Samo katero odvajalo naj mu da? Ricinus mu daj. Ricinus? O, to pa ne, Ricinusa ne prenesem. Želodec se mi obrne. Ja, pa saj ga ne bo treba vzeti tebi, dobil ga bo tvoj sin. Ja, ampak to je ena in ista pesem. Samo če slišim zanj, samo če ga vidim. Zakaj pa tako navijaš za Ricinus? Navijam. Imamo Glauberjevo sol. Otrok bo dobil Glauberjevo sol in pika. No, prav pa mu daj tisto Glauberjevo sol. Samo ne vem, zakaj si me sploh prišla spraševati za svet. Zato, da bi vedela, kaj naj mu dam. Kaj res? Blagor meni, zdaj mu moram dati to odvajalo. Zmeraj ena in ista pesem, kadar zaupam otroka babici. Kateri babici? Ja, kako kateri? Saj jih nima 100. In zato, ker je tvoja mati v Düsseldorfu, pomeni, da govorimo o moji mamici. Saj, o tvoji materi. Tvoja mati, moja mati. Pa saj vem, da je moja mati, pa kaj mi jo kar naprej tako očitaš? Očitam? No, seveda, ampak zmeraj ena in ista pesem. Zmeraj, kadar pelje otroka ven, ga pita s tortami in z bomboni. Vse babice so take. Ja, ampak ne dela prav, posebej, ker sem jo prosila, naj tega ne dela. Nič hudega ni mislila, uboga ženska. Nič hudega, prav neverjetno je, kako daješ zmeraj mamici prav, kako si na njeni strani proti meni. Če ti rečem, da ne dela prav, ne dela prav. Seveda. In posledica? Davi otrok sploh ni šel in treba mu je dati odvajalo. No prav, seveda, to je res nadležno, ampak umrl pa od tega ne bo. Kaj si rekel? Umrl pa od tega ne bo. Kako moraš? Tvoj sin je, veš. Očitno se tega ne zavedaš, tvoj je. Upam, da je moj. Kakšen oče. Prav zaslužil bi si, da tvoj sin ne bi bil tvoj sin, da bi bil Pankrt. Da bi ga imela z Ludvikom 15. Z Ludvikom 15. Ti se kar posmehuj. Beži. Dogovorjeno je, da bo otrok dobil odvajalo, torej pojdi in mu ga daj. Zdaj pa me prosim, pusti končno pri miru. Preden pride Mesijoš v ju, se moram zbrati, da bom ubral pravo taktiko. Ubogi otrok, zdaj mu moram dati tisto odvajalo, kar na bruha ne bi rekel, kar na bruha ne bi rekel. Julija! Lepo prosim, tvoje vedro. Pa
moje vedro. A že spet moje vedro. Moje vedro. Delovna soba pač ni prostor za vedra. Meni učitaš vedro, sam se pa sprehajaš s kahlo. S kahlo. No ja, seveda, razen, če ni to tvoj nov klobuk. Jako duhovito. Jako. Sploh pa to ni nočna posoda, to je del vojaške opreme. A res? Neverjetno, kako je podobna kahli. Seveda, zate in za kogarkoli drugega, za laike, je to kahla. Zame pa je to nekaj najbolj plemenitega. Najlepšega in prav nič me ni sram, da imam to v svoji sobi. To je sad mojega dela, moj produkt, moj artikel, moj kruh. Izvoli, dragec, dober tek. Seveda, ti se kar norčuj. Ampak s tem si bova prislužila 300.000 frankov rente. 300.000 frankov rente s kahlami. Tako je, s kahlami. Že vidim, da nimaš pojma o aktualni politični situaciji in zato najbrž ne veš, da ima naša vlada danes en sam cilj pred očmi, izboljšati usodo vojske. Vojakom bojo dali celo copate. Copate? No in tako je minister za obrambo sklenil. Skratka, vojakov ne bodo več izpostavljali prehladom, ker bi morali hoditi ven po noči v vetru in dežju, ampak bo imel odslej vsak vojak naše armade svojo nočno posodo. Kahlo? In to kot osebni predmet, z osebno številko. In posledice tega sklepa? V bližnji prihodnosti bo razpis za to novost, za dobavo vojski. In jaz, kot tovarnar s porcelanom, sem se odločil, da se ga bom udeležil. In prav tedaj se je pojavil mesije Šuju, kot deus ex machina. Kaj pa to pomeni? Kaj? To, seks mahala. Seks mahala? Ex machina. A je to pišla packarija? A ne, packarija, pa to že ni, ne? Deus ex machina, to je takšna fraza. No pa kaj bi ti razlagal? Skratka, Šuju je predsednik nadzorne komisije, ki jo je vlada imenovala, naj izbere, komu bo ta posel dodelila. Imam patent za nerazbiten porcelan, kaj ne? In s Šujujevim posredovanjem se bo komisija odločila za nerazbiten porcelan. Pa smo tam. Danes ali jutri bom postal izključni dobavitelj francoske armade. Dobavitelj kahl francoske armade. Dobavitelj vseh kahl francoski armadi. Ne. Nočem biti žena trgovca s kahlami, nočem vse, kadar bo prišla v frizerski salon, da bi slišala. Kdo je ta gospa? To je madame Falouin, žena trgovca s kahlami. Ne. Čakaj. Da ni to tisti Šuju, tisti pomočnik ministra, ki ga njegova žena vara z njegovim najboljšim prijateljem. Ja, točno da. Vsi to vejo, samo on ne. Res smešna trojica, on, njegov prijatelj in njegova žena. Njegov prijatelj, njegovo ženo kar naprej vodi na dolge sprehode. Samo, veš kaj, samo to te prosim, ko boš Šuju tukaj, da mu ne boš kaj rekla. Lepo te prosim. Kaj pa govoriš, veš, da vem, kaj se spodobi. A res? Krasno. No, zdaj pa pojdi, obleci se, da je otroku odvajalo in reši me že tega vedra. Joj, zvoni, gotovo je mesije Šuju. Rotim te, pohiti že! Že grem. O, ženske, kako nam komplicirajo življenje. Že grem. Sebastian, kaj pa, če otrok ne bo hotel vzeti odvajala? Spet ti, pa ga prisili. Spravi mi že to stvar spred oči. Saj. Odnesi ga. Pa kaj me tako gnjaviš s tem vedrom? Odnesi ga. Saj nisem tvoja služkinja. Vedro te moti, izvoli. Odnesi si ga sam. Ja. Julija!
odnesla tega hudiča? Dolija! Monsieur Followan, Boš odnesla tega pozdravljeni, dragi monsieur Followan. Monsieur Šuju. A že? Sem prišel prezgodaj? Nikakor. Nikakor. Pozvonil sem, veste, in odprli so mi. Seveda. Seveda. Izvolite odložiti. Preveč ste ljubeznivi. Opa! Pardon, žena je bila tukaj in ga je držala v roki, potem pa ga je iz raztresenosti... Razumem. Zdaj se je šla pa pripraviti. Za vas. A tako? Zame? Sploh ne bi bilo treba. Veste, mene zanimajo predvsem nočne posode. Saj končno, zato sem tukaj. Kakor vidim, se že ukvarjate z najnim poslom. To je kahla. Ste jo prepoznali? No, seveda. Lepo izgleda. Prav pripravna za uporabo. In ta porcelan je torej nerazbiten? Popolnoma nerazbiten. Glejte. No, sprašujem vas zato, ker je prav ta točka pritegnila najino pozornost. To se pravi pozornost gospoda ministra in mojo. Zakaj kahla iz razbitnega porcelana bi se namreč ob vsaki priložnosti lahko razbila? To pa bi pomenilo zapravljanje državnega denarja. Absolutno. To se ne bo nikoli razbilo. Dajte, primite jo v roke, saj ste poznavalec. Poznam jo že... Več pa tudi ne. Pač. Le poglejte, kako je to lahko. Zanimivo. Sploh ni tako težka, kot je videti. In kako se prilega roki, kaj ne? Pravi užitek. Seveda izdelujemo stvar v belem in v barvah. V nacionalnih barvah, kot je na primer tale. V maskirnih barvah, kot je na primer tale. Lahko pa vam ponudimo tudi izdelek v rdeči barvi ali pa v črni. Izvolite, kar poglejte. Seveda ni noben problem, če si boste zaželeli na porcelanu naslikan kakšen poseben simbol. Orla, na primer, ali pa goloba miru. Goloba miru? To pa ne. To bi bilo pa že preveč. No, sicer pa so nam ponudili še posode iz emajlirane pločevine. In tudi tiste niso bile slabe. No, monsieur Šuju, to pa ni resno. Pa menda ne boste jemali emajlirane pločevine. Zakaj pa ne? Ja, zato ne. Aha. No, zdaj ne gre za mojo osebno korist, ne? Na to se ne oziram, ampak emajlirana pločevina, monsieur Šuju, se takoj navzame neprijetnega duha in tudi nikoli ni tako čista, kot je porcelan. To je prava stvar za vas. Poleg tega najbrž veste, da je za večino vnetij slepiča kriva prav emajlirana pločevina. A tako? No ja, če upoštevamo, zakaj se bo stvar uporabljala... Nikoli se ne, zakaj se bo stvar uporabljala, monsieur Šuju. Mladost je tako lahko miselna. Novo posodo bodo hoteli krstiti. Zvarili bodo strašansko močan punč
Na vročini bo emajl razpokal, mestoma bo celo odpadel in potem bodo pili, goltali. Delci emajla lahko pridejo v slepič in potem si lahko predstavljate, kaj se lahko zgodi. Jaz? Ne. Prisegam vam, da me še nikoli ni zamikalo pit punč iz kahle. Pardon, iz nočne posode. To morda ne, ampak vojak ste pa bili. Tudi to ne. Prišel sem na nabor. Moral sem se sleči do golega in rekli so mi, aha, vi pa menda slabo vidite. In tako je bila moja vojaška kariera za nekaj časa odložena. Dokler nisem postal pomočnik ministra. Se nisem mogel upreti. Minister je končno moj tast. Kaj ne? Monsieur Chouillou! Monsieur Chouillou! Verjemite mi, monsieur Chouillou, in ne jemljite emajlirane pločevine. Vzemite porcelan. Krhkost bi bila edina njegova napaka, ampak odkar smo odpravili to pomanjkljivost. Sicer pa poglejte. Zdaj boste videli, kaj je trdnost. Dobro, poglejte. Ena, dve, tri. Hop, poglejte. Pa se je razbila. Kaj? Razbila se je. Razbila se je. Pa se je res razbila. Da ni mogoče... Ne, ni optična prevara. Ne. Ne. Res se je razbila. Čudno. Ne razumem. Prisežem vam, to se je zgodilo prvič. Mogoče pa je imela napako. Mogoče res. Ah, ja. Sicer pa sem s tem poskusom pravzaprav zadovoljen. To je samo dokaz. Skratka, kakor pravimo, izjema potrjuje pravilo. Kajti v resnici se ta porcelan nikoli ne razbije. Nikoli? Nikoli. Ali mogoče enkrat na 1000-krat. Aha, enkrat na 1000-krat. Sicer pa boste videli. Tukaj imam še en primerek. Tega bova lahko metala po mili volji. Na tega se sploh ne ozirajte. Slabo je bil žgan. A seveda, slabo žgan primerek. No torej, dobro poglejte. Ena, dve. Ne, sami jo vrzite. Jaz? Seveda, tako se boste bolje prepričali. A res? Dajte. Prav. Ena, dve. No dajte, kaj vas je ustavilo? Prvič v življenju se mi je zgodilo, da kegljam s kahlo.
Dajte, nikar se ne bojte. Povem vam enkrat na 1000-krat. Ena, dve, tri. Tako, poglejte. Razbila se je. Res se je razbila. Razbila se je. Torej 2x na 1000-krat. 2x na 1000-krat, tako je. O, izvolite. Ampak poslušajte, tega ne razumem. To je nekaj, česar si ne znam razložiti. Verjetno je kriv način metanja. Dobro vem, da se takrat, kadar vrže moj delovodja, nikoli, ampak sploh nikoli. O, nikoli? Nikoli. Sicer pa upam, da sem vas prepričal. Prav dobro ste me prepričali. Gre za prav takele posode, samo da se tiste ne razbijajo, tako kot sta se ti dve. Tako. Sebastian, prosim te, ta otrok me spravlja v pamet. Kaj si znorela? Ja, kakšna pa si prišla sem? Šuju je tukaj. Ja, pa briga me šuju. O, Monsieur Šuju, moja žena. madam, Dobar dan, gospod. Oprostite, ker me vidite takole. ne opravičujte se, madam. Lepa ženska je v vsaki obleki lepa. Hvala, res ste prijazni. Prosim te, sploh ne morem prepričati otroka, da bi vzel tisto odvajalo. Pardon, je vaš otrok bolan, Da, madam? gospod, da, bolan je bolan. Nič mu ni. Ubogi otrok ni Davi nič opravil. Oprostite, ali je otrok, oprostite izrazu, podvržen zaprtju? Pravzaprav je k temu bolj ali manj nagnjen. Res? O, potem pa je treba biti zelo pozoren na to. Zakaj lepega dne se to lahko sprevrže v enteritis in cel hudič je, preden se tega znebiš. No, vidiš, O tem govorim kot poznavalec. Sam sem ga imel 5 let. ubogo dete. Hvala. Prosim, O, pardon, mislil sem, da ste rekli meni. kje pa. Izvolite, sedite, prosim. Res, gospa, 5 let. Tega je bila kriva vojska. Katera, a druga? Ne, vojska. Vojska, ne vojna. No, vojno ministrstvo, kjer sem v službi. Seveda. Seveda, čeprav razumem, je problem vašega otroka zaprtje. Ja. Jaz sem imel enteritis, oprostite mi to indiskretnost, prej nasprotne vrste. A tako. Ja, Joj, monsieur Šuju, to je pa zelo zanimivo. si lahko mislite. 5 let je šlo vse, skozi mene. Saj razumete, kaj vam hočem povedati, če rečem vse skozi mene. Jasno, seveda. Ne razumem, kakšno zvezo ima driska pomočnika ministra z zaprtjem našega sina. Samo to vem, da mu moram dati odvajalo. No, potem pa pojdi že in mu ga daj. A ti pa ne moreš z mano? Nikakor ne. Kak
Takšen oče. Tak oče. Madame Folawan je pa res očarljiva. Ja, čudovita je. Čudovita. Včasih je malo. Sicer je pa čudovita. Niste je videli v pravi luči. Obžalujem, da je prišla takale neprimerno oblečena, z navijalkami v laseh. In zares, prav lasje so najlepše, na njej krasne lase ima, naravno skodrane. O, a res? Samo kaj, ko potrebuje toliko časa, da se napravi. Razumem. Ženske imajo svoje muhe. Moja, na primer, se neskončno rada sprehaja. Ob vsaki uri. Zjutraj, opoldne, še najraje pa zvečer. Ampak to pa ni zame. Veste, jaz sem raje doma. Še sreča, da mi je prijatelj priskočil na pomoč. In tako se on sprehaja z njo. Ja, sej nekaj sem slišal. Meni s tem samo ustreže. Ja, tako stvar ostane v družini. Hočem reči med prijatelji. Seveda, sej zato pa so prijatelji, a ne da. On se sprehaja z mojo ženo, jaz pa tako hranim moči za svoje posle. Kje sva že ostala? Aha, pri kahlah. Zdaj boš pa videl. Tako, zdaj boš pa videl. Očka je hud nate, veš. Kaj? Kaj pa je spet narobe? Prosim te, pripravi smrkovca, da bo bogal in končno vzel odvajalo. Tukaj je steklenica in kozarec, jaz se s tem več ne bom ukvarjala. Opravičujem se vam, mesje Šuju. Nikar, no, prosim. Kaj spet? Briga me, ne maram odvela. Kako? Briga me, ne maram odvela. Nihče te ni vprašal, kaj maraš? Prosim te, no, pusti otroka pri miru, kaj ga tako mučiš, še Zdaj ga pa mučim. Poglej, kako ima bel jezik. Daj, pokaži jezik, Joj, pokaži jezik gospodu. Pa ja ne bo kazal jezika gospodu. No, kako pa ti je ime? Odgovari, kako ti je ime. Briga me, ne maram odvela. Ime mu je Toto. O, To je pomanjševalnica od Janez. res? Kako zanimivo. No, to, hočem reči, Janez, sej odvajalo ni nič hudega. Briga me, jaz ga ne maram. O, to je pa zelo grdo. Kaj boš pa rekel pozneje, ko te boš šel v vojsko? Briga me, jaz ne bom šel v vojsko. Jaz bom vegetarijanc. Kako? A res? A ni brihten. Smrkavce, kaj pa govoriš? Spoštovani gospod Šuju, pri nas v družini prav ljubimo vojsko. Sploh ne vem, odkot se je vzel ta otrok. Pa daj no mir. Čisto priden in pameten fantek je in zdaj bo mamici na ljubo vzel odvajalo. Ne maram odvela. Prijateljček, ko sem bil jaz v tvojih letih. Drži, kovac. Kako? Tako, zdaj me boš pa upal. Pusti bogega otroka pri miru. Joj, kako je tvoj očka hudoben. Še dobro, da imaš mamico. In zdaj boš vzel odvajalo, srček. Ne maram odvela. Oj, ta otrok. Je pa kaj kar naprej govoriš, ta otrok, namesto da bi mi pomagal. Nekaj sem se spomnila. Še nekaj bomo poskusili. Tukaj je še en kozarec. In da bo naše dete popilo odvajalo, bo še očka popil en kozarec z njim. Za korajžo. Kaj ne da? Jaz za vse na svetu ne prav nič me ne mika, da bi dobil sračko. Menda ja boš to naredil za svojega sina? Sploh nočem, da bi ga očka popil. Si videla, pametnejši je kot ti. O, fantek, noče, da bi očka silili z odvajalom. Ampak hoče
hoče, da ga popije ta gospod. Kaj? Hočeš, da ga popije gospod? No, prav pa ga dajmo gospodu. Kaj ti ne pride na misel? No, izvolite, dragi gospod Šuju. Ampak oprostite, jaz... Fuj! Dajte, gospod Šuju, samo pol kozarčka, izvolite. Gospa, res ne, lepo vas prosim, prav žal mi je. Julija, prosim, nehaj. Mesije Šuju ni prišel k nam zato, da bi goltal odvajalo. Madam, res ne, nočem! Tako obnašanje pri otroku bi že razumela, ampak pri odraslem človeku, no dajte, no, gospod Šuju. Julija, nehaj. Res ne, madam, prav žal mi je. Ampak odvajalo, zelo natančno sem vam razložil, da zaradi stanja svojega črevesja tega res ne smem. Ampak polovico kozarčka Glaubari veseli vašemu črevesju ne bo prav nič kodovalo. Sicer pa, gospa, verjemite mi, jaz sploh ne verjamem, da bi odvajalo vašemu gospodu sinu dobro delo. Lepo vas prosim, ja kaj pa govorite? To je višek. Zdaj boste mojega otroka prepričevali, naj ne vzame odvajala. Nikakor, sploh ne, samo mislil sem... Mislili ste? Kaj ste mislili? Julija. Pa zakaj se vmešava v zdravstveno stanje mojega otroka? Mar se jaz vmešavam v to, da ga njegova žena vara z njegovim najboljšim prijateljem? Kaj ste rekli? Moja žena? Pomota, mesije Šuju, pomota. Na pomoč. Zadušilo me bo. Joj. Mamica! No torej, niste mogli tega storiti takoj? Ne v omaro. Tam je stranišče. Pa kaj si znorela? Greš in mu poveš, da ga žena vara. Ja no, kaj? Pa naj bi popil, ko sem ga prosila. Kadar priješ na obisk, popiješ to, kar ti ponudijo. Ta tvoj Šuju nima nobene vzgoje. Ampak ti si zahtevala, naj popije odvajalo. Zahtevala. Saj ga je sam ruknil, ne? No, saj, kar predstavljam si, kaj bo zdaj z mojim poslom. Ja, zdaj si na kahli. Sicer te pa itak samo kahle zanimajo. Kako je, mesije Šuju? Vse v redu? Prepozno. Do stranišča nisem niti prišel. Tega vam nikoli ne odpustim. Pa oprostite, če je bilo kaj narobe. Ves posel je šel po zlu. Jasno, si sam kriv. Sicer pa od tebe tako ali tako ni bilo nikoli nič koristnega. Zdaj sem pa jaz kriv. Za vse sem kriv jaz. Ta ženska me bo spravila v norišnico.
deluje. Že deluje. Mamica, mamica, Kaj je sreča? vse sem popil. Kaj res? Ti ne veš, kako je mamica Deklet, mozolček na nosu pretresa svet. Vsak pogled v zrcalo skali nam pogled. Ah, to je bil svet, kot z Maurico spet. Bogat, ne ubog, brez lačnih otrok. Bil je prostran kot beli dan, zaman vsak dan sprašuje zanj, saj veš, da ga ni, čas hitro beži. Kje je ta čas, ko vse okrog nas bil je srečen čas? Kje je ta čas, ki kazal nam mlad je obraz? Kje so noči, ko strast je prižigala v nas luči? Kje so luči, vse svetle od naših oči? To bil je čas milih naravi, nas okrog nas ta čas pa same galantne skrbi. V svetu deklet mozolček na nosu pretresa svet. In vsak pogled v zrcalo skali nam pogled. Ah, to je bil svet, kot z Maurico spet. Bogat, ne ubog, brez lačnih otrok. Bil je prostran kot beli dan, zaman vsak dan sprašuje zanj, saj veš, da ga ni, čas hitro beži.